pozdravljeni vsi skupaj, moje ime je Aleš Petič, jaz vodim firmo Cube Sensors. Cube Sensors so take male kocke, sicer tukaj za mano je taka zelo velika, pa v resnici je to majhna kocka, ki je polna senzorjev, ki meri udobje in pa kakovost prostorov. Razlog, zakaj so me pravzaprav organizatorji povabili, da pridem sem kaj povedati, zato ker se pogosto pojavljajo vprašanja glede nekih lean metodologij, pa kako hitro delati startup, pa kaj startupi, pa kako se investira v startupe in zelo pogosto so vsi te modeli temelijo na softveru. No in zato v bistvu sem se odločil, da napišem en manjši vodič, en priročnik za investitorje, kako investirati v hardware, v katerem sem poskušal pač opisati, v čem so pravzaprav velike razlike. Pogosto me vprašajo, kaj v bistvu pomeni to, da delaš hardware. In izkaže se, da je, ali pa vsaj meni je najbližji opis ta, da hardware pomeni tako, kot da bi delal software, ampak da ga ne bi mogel veliko ponovitev narediti. Tako da bi lahko samo 3 ali pa 4 ponovitve naredil, pa vsaka bi bila izjemno draga. In v tem stavku v bistvu je veliko modrosti skritih, namreč vse metodologije, te lahke metodologije, lean metodologije in kako je treba veliko iterirati, na hardwareu nažalost padajo. Ko delaš naprave, ko delaš izdelke, si pogosto odvisen od svojih dobaviteljev, si odvisen od enega kupa napak, ki se ti lahko zgodijo in kjer vsaka pravzaprav terja teden, 2 ali pa 3, da je potrebno zadeve popravljati. Žal tega pogosto ne moreš pospešiti, lahko poskušaš biti kolikor se da pameten, pa najdeti neke bližnjice, ampak na koncu koncev izdelek, ki ga narediš, mora biti tak, da ga daš v roke kupcu. Druga težava, ki jo imamo v hardwareu, je seveda to, da, in to tudi sami verjetno občutite, da ko kupujete recimo pameten telefon ali pa televizor ali pa karkoli, vas ponavadi ne briga, a je to naredil startup, ali je to naredila ali je ta izdelek naredila največje podjetje na svetu. Namreč standardi kakovosti so povsod enaki, mora biti lepo, mora delati in ne sme imeti napak. Za razliko od softvera, ko poskusite neko aplikacijo ali pa neko igrico, če malo crkne, če ni čisto obrušena po robovih, smo potrošniki oziroma uporabniki veliko bolj prizanesljivi do proizvajalca, pa rečemo, ja, se to je startup, pa bo v naslednji verziji malo boljš. Ko kupimo napravo, zelo pogosto pač zahtevamo popolnost. In to je pač izziv, ki ga hardwarski startupi nekako živimo. Če probamo malo ponazoriti, v čem je pravzaprav problem, je tukaj en graf, ki govori o tem, da imamo na navpični osi število startupov, ki jih je na začetku seveda zelo veliko. Se pravi, taki so, ki nekaj probavajo, pa naredijo tako imenovan MVP ali Minimal Viable Product, ki ga vsi zelo veselo propagirajo in potem že v nekih 2 mesecih, če so približno sposobni, lahko že nekaj objavijo in dajo kupcem v roke. Potem seveda malo to popravljajo, ponavljajo, iterirajo, kot se temu moderno reče, in samo malo je tistih, ki jim uspe čez nekaj časa zadevo graditi, rasti z njo in postati veliko uspešno podjetje, kot je govoreči maček in podobno. Ampak če pogledamo isti graf iz stališča hardwarskega startupa, se izkaže, da imajo hardwarski startupi malo drugačen problem. Na eni strani nas je še zmeraj relativno veliko tistih, ki pripravljamo zadeve, pa imamo ideje, pa nekaj skiciramo, pa delamo neke prototipe. Tukaj vmes se vtaknejo tudi crowdfunding platforme, ali kakor se pač že to moderno po slovensko reče. In potem dobimo nek denar, dobimo nek feedback z trga, gremo v neko proizvodno, v neko pripravo proizvodne in izkaže se, da povprečna naprava, če je ekipa sfokusirana samo na njo, potrebuje vsaj 12 mesecev, da gre na trg. In če pogledamo to dvoje, če pogledamo software, razvoj softvera, predno ga lahko daš kupcu in razvoj hardwera, predno ga daš kupcu, je razlika vsaj 1:5, če ne več, če gre vse lepo, predno pravzaprav lahko gre na trg. In to je že prvi zaplet. Drugi velik zaplet je, če pogledate vse tele funkcije, ki so v sivem, to so vse tiste stvari, ki softverska ekipa more
početi. Se pravi, mora nekaj programirati, delati nek software, oblikovati stvari, pripravljati in tako naprej, se malo strukturirati svoj urnik. Ampak, ko tej ekipi dodamo še hardware, se pojavi cel spekter dodatnih nekih funkcij, nekih znanj, ki jih enostavno moraš početi. In če potem primerjaš softverski pa hardverski startup, vidiš, da pač hardverski startup žal mora početi veliko več. Se ima tukaj kakšne prednosti, pa tudi te bom omenil, no, da ne bo zgledali, da samo jamram, ampak vendarle zapleti so lahko kar dolgi. En tak samo detalj, recimo tam spodaj piše Safety and Compliance, ko nekomu naredite software oziroma ko mu prodate neko aplikacijo, zato ne potrebujete praktično, če ni nekaj res čudnega, ne rabite nobenih certifikatov, noben inštitut, mu ni treba to gledati, da pridobite certifikat in tako naprej. Na drugi strani, ko delate napravo, ko jo želite dati kupcu v roke, mora imeti varnostne certifikate. To ponavadi traja približno 2 meseca, da se pravzaprav sploh izvedejo, kar je lahko precej nerodno. Naslednja primerjava je, ki se pogosto reče, startupi, če so softverski pa hardverski, to je vsi, ki so na začetku, sploh kakšni investitorji rečejo, jaz vam dam nekaj tisoč evrov, pa poskusite nekaj narediti. In ena od stvari, ki se velikokrat zgodi, je to, da se primerja startupe glede na to, koliko imajo kupcev ali koliko imajo pač uporabnikov. In to je ponavadi zelo pogosta past. Na tem slajdu imam napisan v bistvu čist realen primer, ki se je v bistvu nam zgodil, namreč je to, da če primerjamo tukaj na vaši levi strani, imamo softversko podjetje, ki ima neko aplikacijo za mobilni telefon in je v enem letu pridobilo skoraj 1 milijon userjev, to je zastonjkarska aplikacija, ki pa ima neko premijsko storitev, zraven se pravi freemium dodatno zaračunavajo in približno 4% ljudi se odloči, da bi tisto dodatno storitev za 10 evrov ali dolarjev na leto kupilo. Tak startup, kljub temu, da ima milijon uporabnikov, zgenerira v celem letu približno 400 tisoč dolarjev prometa, kar sploh ni slabo. Na drugi strani imamo hardverski startup, ki je prodal v enem letu 12 tisoč naprav, prodal jih je po 100 dolarjev, ko ima cirka 30% margin in če primerjate to, da ima ta samo 12 tisoč kupcev, softverski ima pa milijon uporabnikov, marsikdo reče, wow, kako imajo pa softveraši več uporabnikov. Ampak če pogledamo pod črto, na koncu se izkaže, da so številke povsem enake. Zato je zelo pomembno, da se vsi te startupi pa vsi posli, ki se gledajo v bistvu na koncu koncev tudi stališča čisto take zdrave ekonomije. Koliko denarja pravzaprav sploh zgenerira. In tukaj so tveganja pri hardverskih startupih lahko kar zanimiva. Eden od nasvetov, ali pa vprašanj, ki ga pogosto vidimo je, ali pa slišim, ko se kakšne ekipe do mene, probajo do mene priti, oziroma me kličajo in sprašujejo za nasvete, je to, kaj za božjo voljo, kako ne sploh zdizajnirajo svojo napravo ali pa svoj izdelek. Izkaže se, da to sicer velja za vse startupe, za takrat, ko delaš napravo, je pa še toliko močneje, da se moraš izjemno sfokusirati na to, ali prodajaš podjetjem, ali prodajaš končnim kupcem, ali pa prodajaš nekim razvijalcem. Ker so v tem primeru se kompleten razvoj v bistvu mora sfokusirati samo na to. Prekrivanja le tega so praktično nemogoča. Tole je za tiste, ki jih malo zanima, kako izgleda ekonomika ali pa ekonomija okoli hardvera, je v bistvu tole presek proračuna, ki ga ima en povprečen startup, softverski startup. Približno 60% proračuna ponavadi porabi za tisto, čemur se moderno reče R&D, z drugimi besedami za plače za razvijalce. Cirka 10% porabi za neko infrastrukturo. Ali so to zdaj serverji, ali je to karkoli drugega, je pač to tako. 30% je pa tisto, čemer lahko
rečemo, da je neka razlika v ceni, ki jo sicer večina startupov potem investira nazaj. In reče, v znar, ki ga zaslužimo, ga sicer damo naprej v razvoj, ampak če bi pa želeli sami v bistvu samo živeti od tega, kar imajo, brez da financirajo rast, se ponavadi da tam približno 30% nekako prišparati. Ta ista shema, ko izdeluješ naprave, zgleda približno takole. Še vedno imamo razvoj, ampak razvoj pri hardwareu ponavadi pobere približno 20% proračuna. Potem še vedno imamo logistiko, zadeve moramo pošiljati in imamo še vedno neko maržo, ker na koncu koncev nek zaslužek na koncu vendarle moramo imeti. Ampak tista velik problem, ki pa nastane, je pa pri vseh stvareh, ki jih v softverskem svetu v bistvu ne vidimo. Eden od teh je BOM ali Bill of Materials. Po slovensko niti ne vem, kako se temu reče, ampak to so v bistvu vse tiste stvari, ki jih moramo kupiti, zato da jih vgradimo v napravo, ki jo bomo potem prodali naprej. Ko vse to naredimo, moramo poskrbeti za to, da ta naprava pravzaprav lahko pride do kupcev. In tukaj je spet več možnosti. Na eni strani imamo možnost, da prodajamo to preko spletne strani ali pa preko Indiegogo, Kickstarter strani in tako naprej, kar seveda marsikdo počne, ampak to ni dolgoročno vzdržno. V tem primeru je naša marža ponavadi kar dobra. V trenutku pa, ko hočemo iti v trgovine, vsi, ki delajo recimo računalniške naprave, si želijo recimo, da bi se njihova naprava prodajala v Apple storih ali pa v velikih trgovinah, v tem primeru pridemo pa do težave, ki se reče distribucija. V angleščini obstaja en lep izraz degree of separation, se pravi po slovensko, vsaka prostostna stopnja, ki pomeni vsak korak oddaljenosti od kupca, se pravi vsak posrednik vzame ponavadi tam med 25 in 30% končne cene. Se pravi, če pogledate naprave, ki jih zares kupite v trgovinah, ali so to mobilni telefoni, ali so to zdaj male slušalke, proizvajalca, ki je to naredil, ga je to zares stalo približno 10% cene tistega, kar ste vi kot potrošnik na koncu plačali. Vse vmes, pravzaprav sploh, če je to neka široka distribucija, poberejo tako imenovani distribucijski kanali in to je treba imeti zelo v mislih, ko se človek pač loteva hardverskega posla. Tole je en graf, ki v bistvu kaže pravi, realni mesečno porabo v startupu. V spodnjem delu, s temnomodrem, je poraba v softverskem startupu. Ta startup relativno dobro deluje, počasi zaposluje, malo se mu povečuje poraba, ampak je recimo zadeva relativno vzdržna. Ko se enkrat startup začne lotevati proizvodnje, ima hitro velik problem, ki se mu reče obratni kapital. Namreč tisti denar, ki ga mora dati za to, da lahko pravzaprav sploh zgradi zalogo. In na v svetlo-modrih stolcih sta dve taki špici, ki v bistvu pomenita samo to, da je ta startup v tistem trenutku moral iti plačati dobavitelje, kupiti toliko in toliko neke opreme, toliko nekih delov, sestavil to, da je to spet prodal in potem ponovil cel cikl. Kot vidite, je to lahko zelo zahtevno, zato žal je relativno malo startupov, ki zadeve štartajo iz nule, investirajo praktično nič kapitala in so potem lahko uspešni v hardveru. Ni pa nemogoče. Zdaj sem mogoče naštel par bom rekel, težav, pa tako sem vas malo strašil, ampak ni čisto. Startupi so, ali pa hardverski biznis, hardverski posel je lahko izjemno zanimiv. Od 4 največjih prodaj, tehnoloških prodaj podjetij v letu 2014 so bile 3 hardverske. To je bil Oculus Rift, Nest pa Beats slušalke. Samo eno softversko podjetje, to je bil WhatsApp, se je v bistvu primerjal s tem.
Razlogov za to jih je pa več in to je tisti del, ki je v bistvu najbolj zanimiv, zakaj se pravzaprav ljudje sploh ukvarjamo s hardverom. Ko delaš hardver, ko narediš napravo in jo prodaš kupcu in mu jo daš v roke, mu zares daš v roke izdelek. To ni nič virtualnega. Nekaj narediš in mu prodaš. In ni večjega zadoščenja ali pa občutka, kot človek pravzaprav to v bistvu vzame in začne uporabljati. Tisto, kar je zanimivo, je, da če pogledate recimo svoje lastne navade, ko kupite računalnik, ga boste uporabljali 2 ali pa 3 leta. Ko kupite telefon, ga boste uporabljali ponavadi cirka 2 leti. Če vzamete neko naročnino recimo na ali časopis ali na neko storitev, je tipično se uporablja 1 leto, potem pa moraš biti zelo zadovoljen, da to podaljšuješ, ampak povprečno po 1 letu gre stranka stran. Ko delaš aplikacije za mobilne telefone, je lojalnost kupca, če imaš srečo, 3 mesece ali manj. To je nekaj, kar v čemer hardver dramatično prekaša pravzaprav softverske storitve. Namreč lojalnost kupca, ko daš nekomu napravo, ko za to zapravi denar, je bistveno večja. In zadnja stvar, zakaj je pa zanimiva, da potem, ko si enkrat hardverski startup in želiš pri tem vztrajati, je pa to, da ima konkurenca zaradi vseh tistih preteklih ali pa prejšnjih slajdov, ki sem jih naštel, pa vsem enake težave, kakršne ste imeli vi. Se pravi, tukaj je zelo omejena količina iteracij, ki jih lahko naredijo. Marsikdo od vas se verjetno spomne lahko marsikatere naprave, ki so jo tudi ta največja podjetja objavila na trgu, da to bo pa naslednja velika stvar in jo praktično nihče ni hotel kupovati. Tudi največja podjetja imajo s tem težave in oni nimajo možnosti kar takoj naslednji teden malo popraviti pa nekaj novega dati na trg, kar je luksus pri softveru. Druga omejitev za konkurenco je seveda obratni kapital. V trenutku, ko ga sam imaš in ga konkurenca nima, je to nekaj, kjer lahko vse tiste distribucije, se pravi prodajne police, zasičeš svojim izdelkom in s tem izrineš konkurenco. In pa seveda zadnja stvar je tveganja v proizvodnji. To sem se jaz naučil čisto na lastni koži. Mi smo imeli, ko smo proizvajali svoje ta prve kose ali pa ta prve serije, so se nam dogajale stvari, ki jih prej kot softveraši nikakor nismo pričakovali. Od tega, da seveda zamude, ki so standardne, pa nismo praktično nič z Kitajske naročali, do tega recimo, da smo v enem trenutku dobili ponarejene čipe, ki so nam jih vgradili v naše naprave. Ja, tudi to je tak velik trg čipov, ki so ponarejeni, pa se ti zdi, da si kupil pravilne. Tako da vsa ta tveganja povzročajo, da se konkurenca giblje bolj počasi. Seveda je pa pomembno, da se ti giblješ bistveno hitreje. Tako da to je to. To je tisto, kar je o hardverskih startupih po moje ključno, tako da če se kdo od vas odloča, da gre v hardverski startup, jaz vam želim veliko sreče. Če ima kdo kakršnakoli vprašanja, tukaj so moji kontakti, sem pa vse to, kar sem danes povedal, v bistveno širši obliki napisal na tej spletni strani Hardware Guide, to je v bistvu nek tak guide, priročnik za hardverske startupe, tako da, kot rečeno, če ima kdo kakšno vprašanja, pa prosim. Morda še kakšno vprašanje. Najlepša hvala, gospod Špetič. Ima morda kdo vprašanje za gospoda Špetiča? Ja, zdravo, Gaja Zornada iz Internet Weeka. Mene pa zanima zdaj to stanje naklonjenosti investitorjev hardverskim startupom. Ali se situacija kaj izboljšuje? Zadnja leta smo brali precej negativnih reportov na to temo, ampak verjetno s popularnostjo IoT-a in ostalih buzzwordov, s katerimi opletajo zadnje čase, človek pričakuje, da se kaj spreminja, ali ne? Ja, racionalen človek bi to pričakoval, ampak kapital ni vedno racionalen. Mislim, problem s hardverom je v tem, da se zagotovo pojavlja bistveno več inkubatorjev in možnosti, da začneš.
Kar se tiče pa kapitala, ki bi bil na voljo, je pa odvisno kje. Investicije, ki se dogajajo predvsem v bolj, bom rekel, proti zahodu, se pravi Amerika, delno tudi Francija, so vedno večje. Ravno zaradi tega, ker sem čisto na začetku omenil, ko narediš napravo, konkuriraš z največjimi firmami, konkuriraš Samsungi, Apple in tako naprej. Tako da stanje se izboljšuje, ne, žal pa še ne tako hitro, kot bi si človek želel. Prosim. Mitja iz Primorskega tehnološkega parka. Kaj pa startupi, ki pač rečejo, da niso hardverski startup, ampak v bistvu kupijo napravo, nekako to kombinirajo z neko aplikacijo, spremenijo noter v bistvu samo software, pa rečejo, niso hardverski startup. Kako verjetno neka vmesna zadeva, kako pa tam zadeva? No, vsak, ki hoče kapital dobiti v hardveru, reče, da ni hardverski startup. Reče, mi se pa ukvarjamo s podatki. Ne? Tako da to je bolj na deklarativni ravni. Pač, če kupuješ napravo in jo uporabljaš za to, da potem neko drugo storitev na tem dajaš, to samo pomeni, da si ves ta tveganja proizvodne, tega tveganja si se znebil. Še zmeraj imaš pa tveganja tega, da moraš pač imeti kapital, da to lahko kupaš pa prodajaš naprej, pa še zmeraj imaš ta tveganja, da ponavadi na katerikoli področju razen mobilnih telefonih zares zelo veliko izbir in alternativ nimaš. Tako da, če je tvoj dobavitelj naredil nekaj narobe ali pa je kakršnakoli težava na tem, potem imaš enaka tveganja. Pač cikli so daljši, vse to je še zmeraj dobro, ker na drugi strani, ko to napravo prodaš kupcu, te ne bo zlahka zamenjal. Pač treba je bolj iz tega stališča gledati.